Ko vidim, kaj se danes dogaja v državi, je najboljše, da začnemo z predčasnimi volitvami. Da začnemo s postopki in da olajšamo to zadevo. Da bo lažje razpisane predčasne volitve, kajti ta udbomafija, ki nam vlada, to ne pelje nikamor. In ta vlak bo počasi iztiril. Sem Nejc Petek, star sem 22 let, študiram pravo. Zdaj nastopam tudi kot stand-up komik, pa treniram nogomet v eni nižji ligi pri NK Radvanje. Prej pa sem 15 let treniral smučanje, pa nastopal kot imitator, pa tudi kakšne monodrame, monokomedije. Torej, omenil si, da si stand-up komik. Nam lahko na kratko opišeš to kategorijo? Ja, pri tem gre v bistvu za to, da skuša komik, tak pač, ki je na odru, publiki na nek določen satiričen, komičen način tradirati neko sporočilo današnjega aktualnega dogajanja v družbi, ne vem, pač kar ga impresionira, kar ga frustrira mogoče. Kako si se pa znašel v teh vodah, te je kdo navdušil, si sam poiskal, ne vem, tečaje stand-up komedije? Ja, najprej je izgledalo tako, da pač jaz sem si želel že nekaj časa to početi. Gledal sem tudi malo ameriške stand-up komike in angleške. Me je odvedno to zabavalo, že ko sem prvo varianto videl, mi je bilo všeč. Pol pa je prišel do tega, da kolega je napisal na Facebooku, da bi on pač mogoče to probal. Jaz sem rekel, da tudi, in tako smo imeli pol kar hitro že prvi nastop, pač ko smo vsak svoj material napisala, ga spravila na list, potem v glavo in ga tudi prvič prenesla na publiko. Odziv je bil dober in potem se je pač to razvijalo naprej, tako kot se je do zdaj. Ko gledam tukaj po parku, ne vidim nobenih vernikov in nobenih kristjanov. Ni mi všeč, kaj se dogaja, čeprav sem pa navdušen ob novici, da so ubili tega muslimana Osamo bin Ladna. Sedaj pa mi oprostite, kajti moram iti domov, čaka me že mlad ministrant. Omenil si tudi, da nastopaš, da si imitator pravzaprav. Kako se pa pripraviš na to, pa koga imitiraš? Ja, imitiram okrog 47 znanih ljudi, večinoma iz politike, sveta, zabave, športa. Pripravljam se tako, da poslušam, ne vem, slišim kak novi glas, ki ga nisem slišal še, ali pa tudi mogoče kak drug glas, ki je zanimiv, ki je drugačen, ki bi se ga dalo imitirati, ker zdaj vseh glasov se tudi ne da, ne, eni so posebej težki, tisti, ki so koliko toliko narekovaj normalni, no pač, ki nima nekih specifičnih frekvenc noter. Zdaj pa pri nekaterih, ki so pa malo drugačni, že pa se jih pol takoj, mislim, v glavi si zamislim, kak bi mogoče to šlo, si neki glas produciram v glavi, ga potem spravim iz sebe, parkrat ponovim, probam, pol pa pač vedno s ponavljanje, vedno boljše, ne. Poleg vsega pa študiraš še pravo. Kako to, da si se odločil ravno za študij prava? Ja, to je zanimivo. Pri 7 letih približno govorili so mi sorodniki, ko sem bil manjši, da toliko govorim, da na tak način govorim, da bom sigurno dober odvetnik, da bi jaz moral postati odvetnik. In potem sem začel gledati Raztreseno Eli in sem pri 7 letih v prvem razredu naredil svojo prvo vizitko, kjer je pisalo Odvetniška družba Nejc Petek, d.o.o., univerzitetni diplomirani pravnik, doktor. To vizitko razdelil sorodnikom in se odločil, da bom jaz študiral pravo in da bom postal odvetnik. Zdaj študiram res pravo, no, ampak spremenilo se pa je to, da zdaj verjetno si ne želim več toliko postati odvetnik, se bolj vidim nekje v gospodarstvu, ampak bomo videli, no, mogoče tudi vizitka iz 7. leta starosti, kdaj nastane kot resnična. Ni mi všeč ta slovenska popularna glasba, ne. Ta atomik, harmonik, brizgalna brizga, to so ena brezkontekstna besedila, ne. Medtem ko pa moja glasba, recimo Gate na glavo, pa 2 svinčnika v nos, to je pa eno pametno besedilo, pa tudi recimo Adijo pamet, stara kurva, smrtno ranjen pralni stroj. To so pa besedila moja s smislom, ki jih je vredno poslušati, ne.